Danes na Kickstarter prihaja v bistvu prvi lebdeči gramofon na svetu. V bistvu, po raziskovanju trga dosedanjega smo ugotovili, da je bilo poskusov lebdečega gramofona že zelo veliko. Do sedaj ni nobenemu uspelo, tako da se veselim, da je to nam ratalo, no. Po mojem mnenju, odkar je recimo gramofon bil izumljen, ni bilo toliko velike spremembe v samem delovanju in se pravi lebdeči je, plus to, da pogon je edinstven na svetu, takega pogona noben gramofon do zdaj še ni imel in opažamo zelo velike prednosti tudi v tem pogonu, ker je zelo, zelo natančno lahko kontroliran. To pa je v bistvu nek spekter, ki ga avdiofili zelo cenijo, da je hitrost zelo konstantna. Izdelek je namenjen vsem, ki ljubijo nekako glasbo, ljubijo drugačnost, so pristaši mogoče vinilk in pa vsem, ki bi radi podprli tudi to, mislim, da dobro idejo, no. Zdaj, čisto v osnovi, ko smo štartali idejo, nismo vedeli sploh, kakšne prednosti bomo dosegli s tem lebdenjem, razen ideje, ki smo jo imeli, ne. Prednost seveda tega gramofona je, da v primeru, da hodimo recimo po podlagi v teh starih stanovanjih, dostikrat so tla nestabilna in na starih gramofonih, ko greš recimo mimo tega gramofona, mogoče malo bolj na hitro, se zadeva, igla preskoči, podrsa ploščo in tako naprej. Pri tem gramofonu se ta zadeva ne zgodi, ker sicer gramofon malenkostno zaniha, ampak je to vse blaženo nihanje in v bistvu normalno naprej predvaja zvok, no. To je velika prednost napram ostalim, recimo. Tehnologija temelji na v bistvu magnetih, na različnih poljih magnetov, ki se odbijajo, zato smo dosegli lebdenje. Ker pa to ni toliko enostavno, smo mogli zadevo tudi z določenimi tuljavami scentrirati in pa seveda pogon gramofona to je bil tisti največji izziv, ki smo ga v bistvu mogli premostiti. Je bil v bistvu je narejen zdaj preko tuljav in magnetov, ločenih od tega lebdečega sistema, ne. Seveda tukaj je pa v bistvu bil velik izziv tudi kontrolirati hitrost, ker za gramofon mora biti hitrost res zelo natančno kontrolirana. Dosedanjemu uporabniku gramofona v bistvu zadeve ne spremenimo nikakor v nobenem pogledu. Zadeva je pred predvajanjem na nogicah, da ne more dol pasti. Ko v bistvu mi roko premaknemo oziroma predhodno nastavimo hitrost, na kateri želimo predvajati, za te velike plošče je to 33 obratov. Ko prestavimo ročico, nogice avtomatično se pospravijo v dno gramofona in gramofon se začne vrteti in ko je hitrost prava, sam spusti ročico in predvaja glasbo.